Na Jožefovo vsako leto se seveda zberemo pod to trto in je tradicionalno obredje. Marsikdo sicer ne ve, da je Jožefovo star praznik vinogradnikov, namreč pred več 10 leti se je komaj na ta dan začela trta resati, čeprav poznamo še Vincekovo, pa Blažo, pa še kakšni drugi praznik. V Ljutomeru pa je zato bilo Jožefovo in mi smo se odločili, da bomo to tradicijo obdržali in na Jožefovo seveda prežemo. To naj bo praznik oziroma nek začetek dela v vinogradu oziroma en upanje, da ko vrežemo to trto, potem tudi postavimo temelje vinski letini v letošnjem letu. Namreč upajmo, da bo letina kakovostno in pa tudi količinsko boljša kot lanska. Želim vam seveda prijetno druženje z nami, predvsem pa gospodniku trte Mihi, dobro res in pa seveda, da bo zopet celo leto dobro skrbel za to trto. Hvala. Želimo si seveda, da bi naprej, da bi letine bile boljše, kot so bile lani. Saj vemo, lansko leto vinsko ni bilo boge kaj, se pravi bolj slabo kot dobro. Moča na koncu tistega leta vemo, da je dejansko nas uklestilo na več kot polovico predelka in še tisti predelek polovica, ki smo ga dejansko obdržali, je bil nažalost bolj ali manj slab kot pa dober. Čeprav pravimo, če malo je dobro, vendar lani še je bilo to slabo, kaj je bilo. Upamo seveda, da bo letošnje leto boljše. Upamo, da bo tudi glas naše kraljice pripomogel, da bo ta naša trta boljše uredila. Mi smo prej malo pregledali to našo trto. Trta je relativno dobro stanju, tako da ni neke velike potrebe, da bi jo mogoče malo več parali ali kaj takega vzdržali. Bomo se pravi, pogovorili se smo, da bomo vzdrževali nekje tako, kot je bilo. Upamo, da bo preživela leto normalno in se bo ujačala še, tako da bo živela naprej z nami, z Ljutomerom in pa seveda za nami še, da vsaj doživi toliko let, kot je njena mama. Medtem ko opazujemo, kako poteka res, pa vas bomo malo pobožali še z glasbo in današnjim glasbenim gostom. Z nami je Tomi Baron. Gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri batteranno dopo me. Pensando perché sono bene loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa. Spoštovani, lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu Ljutomerske vinske kraljice Martine 17. Naj vas opomnim, zakaj je biti Ljutomerska vinska kraljica posebna čast. Zato, ker je bila vinska kraljica v tedanji Jugoslaviji okronana prav v Ljutomeru, kar pomeni Ljutomerčani imeli smo prvo vinsko kraljico v tedanji Jugoslaviji. V čast in ponos mi je, da sem kot Ljutomerska vinska kraljica
prisotna danes tukaj na tradicionalnem rezu trte, ki je kot prvo in najpomembnejše opravilo vinogradnika, katero vpliva na rodnost, kvaliteto grozdja, spodbuja rast trte ter določa njeno življenjsko dobo. Tako da upam, Miha, da je bil uspešen, res, da bo letina dobra. Ob tej priložnosti bi rada pozdravila gospo županjo, magistro Olgo Karba, predsednika društva, gospoda Mirana Toriča, skrbnika naše trte, gospoda Miha Kuharja, slovensko vinsko kraljico Sandro Vučko ter kolegice kraljice. Pozdravljene. Poseben pozdrav in zahvalo za današnji obisk bi namenila gospodu Štefanu Pavlinjeku, častnemu konzulu Pomurskega omizja, ki nas je počastil z svojim obiskom. Gospod Štefan, prosim za kratek pozdrav. Hvala za besedo, hvala za povabilo. Spoštovano njihovo visočanstvo kraljice, spoštovano visočanstvo slovenske vinske kraljice, spoštovano županje, vsi, ki ste danes tu, lep pozdrav na tem res lepem dogodku. Moram povedati, da toliko lepote, ko se je danes tu zbralo, malo kdaj lahko tudi srečamo. In seveda zato vinski vitezi in vinske kraljice imamo približno enako poslanstvo. Promovirati slovenska vina, promovirati tudi slovensko kulinariko in seveda gostoljubnost naših ljudi. Mislim, da imamo Slovenci toliko dobrega vina, da se lahko kosamo z drugimi vini v svetu. Lahko povem tudi, da vinska kraljica danes in morda nikdar več. Torej, to pomeni, da morate izkoristiti to, kaj so vam zaupali in seveda svoje poslanstvo, promocijo vina in seveda tudi svojo lepoto prikazati ne samo domačemu kraju, ampak tudi drugim. Zato mogoče ena stvar, če bi bila danes lepota na Lazdivah, mislim, da je bila velika družba izmed teh deklet. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej se zahvaljujem Sandri in Ines, seveda v imenu nas vseh treh, ki smo danes tukaj na obisku, da smo lahko prisostvovali na tem dogodku, ko pravzaprav trti, ki je tudi živo bitje, danes omogočimo nek nov zagon, novo možnost, da se začne njen ponovni letni življenjski ciklus. Namreč pomembno je, kako trto obrežemo. Če jo negujemo tako, kot je potrebno, nam bo v jeseni to, kaj si vinogradniki in verjamem, da tudi vsi ostali najbolj želimo. Obdarila in nas bo z vsemi njenimi plodovi, z vsemi njenimi sadovi in nam tako dala možnost, da se ponovno tukaj na tem mestu lahko skupaj poveselimo in tudi snidemo. Hvala lepa in srečno. Nazdraviti z dobro kapljico je ena izmed najbolj žlahtnih tradicij v našem okolju in res je težko predstavljati pomembne življenjske dogodke brez tega. Nazdraviti in popiti vino znamo in cenimo vsi, vendar spiti vino ali pa ga narediti, to pa sta dva različna razreda izziva. In tukaj v Ljutomeru, v Prlekiji, tudi v Sloveniji, imamo res to moč, da znamo ta dva izziva dobro oddelati oba. Imamo med sabo veliko strokovnjakov, ki imajo ogromno znanja z področja vinarstva in res poklon vam vsem, ki se v življenju ukvarjate res z to zgodbo. Seveda je po eni strani to, da marljivo delate. Po drugi strani pa je izredno pomembno, da imamo tudi glasnike, ki spodbujajo kakovost, tradicijo vinsko in da smo tudi pri tem zelo aktivni. Imamo številne srčne posameznike, ki nam pri tem pomagajo. In seveda še posebej gre zahvala vsem tem srčnim ljudem, še posebej pa naši vinski kraljici Slovenije, gospe Sandri Vučko,
kot prvi in najbolj plemeniti glasnici slovenskega vina in vinske tradicije, ki jo je začela zelo dobro upravljati. Jaz sem zelo vesela in počaščena, da smo prav iz naše občine dobili vinsko kraljico Slovenije, ki se je že tudi za tistimi, ki se profesionalno ukvarjajo z vinogradništvom in pa tudi ostali, ki so ljubitelji, oglasili pri meni z zelo zanimivo idejo in jaz verjamem, da jo bomo tudi že v letošnjem letu realizirali. Namreč tukaj v neposredni bližini si želimo zgraditi enoteko. Mene so morali poučiti, zakaj ne vinoteka, ampak enoteka. Zato, ker Prleki premoremo ne samo narediti dobro vino, ampak zmoremo in znamo tudi veliko o vinogradništvu in vinarstvu. To je kombinacija, enoteka. Tako so me poučili, to pa sem ja želela deliti z vami, tisti, ki ne veste, ampak verjamem, da veste, ne, ker ste tukaj zbrani tisti, ki se tudi z tem radi ukvarjate. Hvala lepa, res čutim, da se je zgodila tudi ena dobra, pozitivna energija med društvom vinogradnikov Ljutomer in pa tudi z našimi kraljicami. Seveda smo tukaj tudi, so prisotne tiste, ki so bile ljutomerske vinske kraljice prej, ki so tudi zelo pridne. In jaz sem vesela, da se ti dogodki odvijajo v takšnem pozitivnem smislu in vsako leto si želim, da bi bila nadgradnja in da bi res bili ponosni na to, kar znamo in da bi nas prepoznali tudi širše. Ne samo tukaj v Ljutomeru, Sloveniji, ampak širom po svetu, ker smo res najboljši. Hvala lepa. Spoštovani, štejem si v veliko čast, da vas letos na našem sedaj že tradicionalnem rezu, na tem pomembnem tako za vinogradnika, pomembnem dogodku lahko pozdravim kot vinska kraljica Slovenije. Stara trta, to je že priletna dama, ki zobu časa kljubuje že več kot 400 let. Za njo čas teče malce drugače. Leto mineva v stoletjih in je lep primer ob minljivosti človeka, ko lahko rečemo, da je čas tako trenutek, kot tudi večnost hkrati. Njene potomke rastejo po vseh kontinentih. Svojo mladiko, njena mladika je našla svoj dom tudi v atriju mestne hiše v Ljutomeru, ki jo je leta 1997 dobila občina Ljutomer v dar ob takratni 125-letnici prvega vinorejskega društva v Ljutomeru. Ne vem, če veste, to je modra kavčina, žametovka ali žametna črnina. Je naša najstarejša sorta, ki jo odlikuje bujna rast, bogata rodnost, je zelo odporna proti boleznim in tukaj je našla svoj dom. Zakon narave je pač tak, da ima nek svoj cikel, ima nek svoj začaran krog. Včasih je posamezniku dan v svojem življenju samo trenutek, včasih ima priložnost, da dobi drugo možnost, da stvari popravi, nadaljuje. In tako današnja res, kot tudi vsakoletna doslej, ponuja in podarja novemu vinskemu letniku novo priložnost, ko bomo ob trgatvi se zopet snidli in bomo ob koncu vinskega letnika ves ta čas, vso to delo in trud zazrli tudi v kozarcu. Hvala.